Pozdravljeni, sem pisatelj Milan Petek Lokov in predstavljam svoj najnovejši mladinski roman Super Viki in velika vesoljska pustolovščina. Temu romanu bi lahko dal tudi podnaslov Štoparski vodnik po vesolju za malarijo in za vse ostale ljubitelje pustolovske literature, ki se dogaja v drugih časih, v drugih svetovih in seveda tudi v našem času, na našem planetu. Kot vidite tukaj zraven v ozadju sta seveda ena izmed dveh junakov, to je Super Viki, ki je v začetku seveda običajni fan, 12-letnik Viki, ki živi s starši v starem mestu, v Rečni ulici. No, ta Viki pa nekega dne sreča na ulici skrivnostnega črnega mačka, ki ga poimenuje Bučko, ampak ta skrivnostni črni maček ni običajni maček, niti ni Bučko, ampak je Ugo, moje ime, prihaja pa z nekega drugega sveta, z drugih časovnih dimenzij in z drugega planeta in niti ni maček. Je nekaj posebnega, ampak tukaj zdaj ima podobo mačka. No, začne se njuno prijateljstvo in s pomočjo Ugota Viki postane Super Viki. In takrat se velika vesoljska pustolovščina lahko začne. Seveda ni to kar tako enostavno, veliko je drugih zadev, ki jih še morate opraviti, niti se na tej pustolovščini ne znajdete sama, ampak se ima vključi še ena junakinja, to je seveda punca, tudi 12-letna, ki je ime Tajra, je princeska z nekega drugega planeta, z nekega drugega sveta in časovne dimenzije. No, skupaj potem grejo na potep po vesolju, reševati svetove, reševati marsikaj in se pri tem tudi zelo zabavajo. Čeprav se znajdejo v nevarnih situacijah in se svojo, bistrostjo, to so bistri otroci in znajo reševati take logične uganke ali pa kakšne zapletene, ne bom rekel filozofske, kajti morda pa ja, na koncu tudi v enostavnih zadevah, kaj je prav in kaj ni prav, v čem je smisel življenja, se skriva tudi tista naša vsakdanja filozofija, na katere vprašanje si moramo sami odgovarjati in najti pravi odgovor. No, vsi ti trije junaki se na koncu vrnejo srečno domov. V sami zgodbi je velikokrat zelo nevarna situacija in da se ne ve, kako se bo končala, ampak obljubim, na koncu bo vse srečno se končalo, če še ni srečno, pomeni, da še ni konec zgodbe. Torej, to knjigo priporočam vsem bralcem, mladim, starim, takim mladim po srcu, mladim po duhu, vsem tistim, ki imajo v sebi še malo otroške domišljije, drznosti, iskrivosti, ki si upajo prestopiti neke meje običajnega, vsakdanjega razmišljanja ali pa sveta, v katerem živimo, kjer se pravzaprav neke fantastičnosti ne dogajajo, ampak to samo zaradi tega, ker ne vidimo. Moramo imeti odprte oči, ušesa, pa tudi vse ostale čute. Morda zaznali, se pravzaprav pa se nekaj okoli nas dogaja. Ja. No, lahko smo tudi mi tisti junaki, ki se bomo znašli v veliki vesoljski pustolovščini, neki drugi. In z nekim drugim imenom, ne bomo ravno Super Viki, bomo Super Janez, Super Rok in tako naprej. Vse to je možno. Glede knjige tega romana pa še tole. Tisti, ki ljubijo oziroma imajo radi tako literaturo,
na koncu koncev, kot je Štoparski vodnik po galaksiji od Douglasa Adamsa ali pa Menjavo duha od Robert Sheckleyja, tudi Harry Potterja, Petra Pana, Alica v čudežni deželi in vseh ostalih, kjer se realnost meša s fantazijo, tisti bodo v teh zgodbah oziroma pripetljajih, dogodivščinah teh naših mladih junakov uživali in se tudi zabavali. To pa je tudi bil eden izmed namenov tega pisanja. Jaz rad knjige, kot jih berem, jih tudi rad take pišem. Pišem veliko, tako za odrasle, kot za mladino. Za mladino sem že napisal nekaj podobnih romanov, kjer se dogajajo take časovne zgodbe, recimo Pred katastrofo ali pa V noči čarovnic in potem še Skrivnost oblačne gore. To je vse taka literatura, kjer se meša realnost s fantastičnim, fantazijskim. No, tu pa se mi zdi, da sem si dal pa res duška. Užival sem od prve do zadnje strani, ko sem pisal. Jaz upam, da boste tudi vi uživali.